Nikola Tesla je izumitelj, elektroinženir, fizik, strojnik, kemik in matematik. Nikola Tesla je razsvetlil in elektrificiral svet pred skoraj 100 leti. Omogočil nam je radijski sprejemnik in oddajnik, daljinsko vodene naprave in s tem človeštvo premaknil za nekaj desetletij naprej. Ob koncu 19. stoletja so po domovih zažarele prve žarnice. Z električnim signalom se je vzpostavila komunikacija na velikih razdaljah. Inženirji so razvili prve električne stroje, nastopila je doba elektrike, ki traja še dandanes. Brez elektrike si življenja sploh ne znamo več predstavljati. Samo pomislite, kako se počutimo, ko za kratek čas zmanjka električnega toka. Povsod nekje v ozadju se skriva ime Nikola Tesla. Od električnega stola, na katerem še danes v ZDA umirajo na smrt obsojeni, električne svečke v bencinskih motorjih, do električnega toka, ki prav ta trenutek teče skozi večino vseh električnih naprav v naših domovih. Plazemska luč, tako imenovana Teslova krogla, nam prikazuje najbolj zapletene pojave v zvezi z plazmo. Barve, ki jih lahko opazujemo v plazemski krogli, so posledica relaksacije elektronov v zburjenih stanjih, v stanja z nižjo energijo, potem ko se rekombinirajo z ioni. Danes se plazme uporabljajo na številnih področjih tehnologije. Najbolj pomembno področje uporabe plazem je razvoj fuzijskega reaktorja. Plazmo uporabljamo v industriji za obdelavo materialov. V vsakdanjem življenju pa se srečujemo z njo, na primer, fluorescentne in neonske luči, plazemska televizija in še kaj. Poglejmo si, kako deluje plazemska krogla. V plazemski krogli je grobi vakuum, na središčni elektrodi visoka napetost ter najpomembnejši plini v plazemski krogli ksenon, kripton in argon. Med elektrodom in steklom prihaja do razelektritve, kjer prihajajo molekule plina v zbujeno stanje, ob reakciji pa izsevajo svetlobo značilne valovne dolžine. Z dotikom plazemske krogle vidimo, da je človeško telo dober prevodnik, saj se vse razelektritve usmerijo na mesto našega dotika. Dotikanje plazemske krogle ni nevarno, čeprav ga pri nas v tehnoparku odsvetujemo srčnim bolnikom ali osebam, ki imajo zdravstvene težave.